dobrodošli v tale Automotor Show vlog. Jaz bom probal čim več povlogati, kar se da, ker se enkrat to začne rata res hektično, ampak nič. Danes je petek, začnemo pripravljati, kresemo Shelbyja, pa gremo kar v Celje na celjski sejem. Tole je 6,7 litrski V8, ne vem zdaj točen 1968-69 letnik, obnovljen do ta zadnjega šrauba. In tole boš lahko videl tukaj na Fordovem Mustangu, zdaj sicer še nas gleda neki ful, ampak tole je prvi eksponat, ki je prišel. To mi je všeč, da niso samo avto, ampak da vidiš tudi take stvari, ki jih ne vidiš vsak dan. Super, kar dol, pa to je to, ja. Parkirati. Približen diagonala klečes, za meni je avto toliko hud, je pa seveda ta prav helke. Par minut pred odprtjem sem še štrike potegnil okoli avtomobilov, pol sem šibal že na molov štand, da smo prvič javnosti pokazali Flokija. Takoj zatem sem šibal na Ford podpisati tele moje kartice in pa se tudi tam slikati z vami. Direkt zatem k atmosfercem na podcast, ampak vsem sem si pa ta zadnjo uro v nedeljo, ko so se stvari že malo umirile, vzel čas, da vas prehodam čez vse hale, pa vam malo pokažem, kako je zadeva izgledala. Zaradi stiske s časom zdajle nismo na vhodu, ampak smo pri mojemu Shelbyju. Evo, tlele lahko vidite še njegovega dvojčka zraven. Tole je od enega kolega avto in sem prav hotel, dva sta v Sloveniji in oba sta tukaj. Zdaj pa v bistvu šibamo, pa vas peljem kar čez celoten Automotor Show na hitrco, no. Tako da za vse tiste, ki niste mogli priti, da saj malo občutka dobite, kako ta zadeva izgleda. Tlele imamo Grošljev dirkalnik, evo, to je največji mladi drift talent v Sloveniji. Tukaj imamo za vse ljubitelje Alfe vse, kako bi rekel temu, najbolj ikonične Alfe. Zdaj žal bom kakšne štante spustil, ker grem pač čist kole random. Klele imamo Gold Leaf, oni so delali v bistvu turbofene za Flokija. Potem tukaj imamo od atmosfercev štand, včeraj smo tukaj snemali live podcast. Živjo, evo vlog snemamo. Ja, tlele imamo kolege z Revapa, z njimi smo bili zdajle pred kratkim v Toskani, Logarson, ki je delal v bistvu na Flokiju Auspuh in pa T-Kreativ tlele takoj pri sosedu, ki je pa v bistvu lima Flokija že od celega začetka, tako da tudi nov dizajn pa vse so v bistvu naredili pri T-Kreativu. Tlele imamo Nino Customs, oni so v bistvu specializirani na vzvočenje, ker tako, kot vidite tamle noter, tale kombi je praktično en cel zvočnik. Pa če gremo tlele proti Fordovemu štandu, da vam pokažem še... tlele so kolegi. Tlele so v bistvu od mojih kolegov avtomobili, pa sem hotel en tak blackout set narediti, pa mislim, da res dobro izgleda in pa predvsem tak variety of cars, se pravi, da imaš vse od Američanov, pick-upov do super športnih. Evo, tole za nami pa Fordov štand, dol je v bistvu v sodelovanju z Mustang klubom, kjer lahko vidite vse ikonične modele Mustanga, najlepše modele. Tukaj imamo ta novega Mustanga in pa zelo pomembno, mojo ta novo Kugo. Tako da, če kaj spremljate vloge, ste že videli tale build in ta avto je tudi tukaj na voljo za ogled. Zdaj pa pojdimo kar naprej
Klele imamo ASP, oni v bistvu prodajajo, danes so tukaj z Alpine znamko, drugače pa prodajajo še, mislim, da Renault, Dacia, Mercedes, upam, da nisem še kaj izpustil. Tlele na moji desni so Cigale štirikolesniki, ki so pripeljali celo goro štirikolesnikov, VIP dišave zraven, ki poskrbijo, da avti dišijo. Potem pa tlele v bistvu en tak zelo zanimiv segment, malo bolj za motoriste, lahko vidite v bistvu, do kakšne mere se da skuterje predelati. Pa ne samo skuterje, evo, tlele imamo tudi neki moped programa in pa Mark Lesjakov štand. Mark, lih vlog v živo snemam. V živo, live smo. Kako ti je? Dobar, malo smo zmatrani zdaj na koncu, ampak duša je polna, se veš kak je. Saj ti si na ista, kaj. Ja. V živi šibam naprej, da pokažem vse. Ajde, evo, komod, a imaš kuli? Evo ga. Cak. Odlično. Ja, seveda. Evo ga. Slikco na hiter. To bo vse v vlogu, tega namo nič rezali. Sva? Evo, odlično. Zdaj pa tlele bomo tudi tole halo zaključili. Na moji levi strani so Kove motorji, tukaj pa predvsem zelo predelani motorji, po mojem okusu. Mene je ta stil ful všeč, taki cafe racerji od Rude Gentleman Garage. Zdaj pa pojmo kar v L in se pa sprehodimo samo čez cesto v bistvu, tako da pojmo kar za mano. Skočimo kar na Molov štand. Tle smo v bistvu v soboto, no pa tudi danes zjutraj, v nedeljo, smo razkrili Flokijev čist nov dizajn. Prej bil zelen, zdaj take bolj zlato-rjave barve in pa zelo pomembno, zdaj je v bistvu prejel tele turbofene. To je v bistvu meni samo zato, ker pač res dobro zgleda, ampak je dejansko funkcionalna zadeva, ker to mrzel zrak piha noter in hladi bremze. So pa to naredili pri Gold Leafu, zadeva je one of one, proper z karbona, tako da na tole predelavo sem res ponosen. Pa pojmo kar naprej. Tlele smo pa že na Eurotonovem štantu. Euroton je pa letos pripeljal kar ogromno znamk. Tukaj imamo Liqui-Moly in meni je toliko hudo, ker so majstri pripeljali proper formulo. Lahko bi rekel, da je to kar en tak moj highlight telih razstavnih prostorov. Potem imamo klele še manj filtre, mogoče jih poznate, predvsem te manj filtre po tem GT3 dirkalniku. Tisti, ki spremljate ta GT Racing, pa dajva zdaj še klele noter zavid. Avto Krka je z nami, Bartok, pa tamle dol je v bistvu še Milwaukee oziroma firma je Grlica, ampak bi vam rad pokazal, kakšen nabor orodja so pripeljali. Ker mislim, da si vsak moški želi imeti tako proper zalogo orodja v svoji garaži. Zdaj to. Takole zgleda njihova ponudba in meni je tole res izjemno všeč. Moram reči, da bi imel čisto vsako stvar od tele ponudbe v svoji garaži, čeprav verjetno za polovico stvari ne vem sploh, za kva bi rabil. Ok, greva zdaj tlele naprej. Gremo še mimo WD-40, da vidimo, če je mogoče vreček na štantu, da ga pozdravimo. Čeprav mogoče že kaj proti koncu dneva je šel še malo uživati na poligon, malo pogledati driftarje. Pa pazi to, kle si lahko tatu narediš. Tako. Dosti random, ampak meni je cool. Tukaj imamo še eno prodajalno igrač, tako da imate avtočke na daljinca in pa še druga stran od Eurotona. Tule nosilci, se pravi za vse tiste, ki hodite na morje, ta velike truge, pa za v bistvu kolesa, no, saj tule itak vsi poznate. In pa pripeljali so še ogromno selekcijo gum, tako da se veste, na Eurotonu pač se res marsikaj najde. Tudi moje gume
na Kugi so prišle iz Eurotona. Ok, tlele imamo študentske formule, pa v bistvu od Walter Wolfa formulo, tamle dol imamo, ne vem zdaj točen, kako se reče, ampak take zelo izbrane oldtimerje, ne vem, kako se točen reče razstavljavcu. Tole je ena mojih ljubših stvari, Peugeot 205 GTI in pa seveda ikonični fičoti. Tole je res lepo za videti. Meni je tale bel z belim gumam najbolj všeč. Tlele imamo pa Cars and Friends, ki v bistvu vsak let naredijo proper show in lani so pripeljali Rimac Nevero, letos so pa prišli po luft. Tako da so prišli s helikopterjem, pa pripeljali so še 2 Ferrarija, pojmo pogledati. Evo, ta prvi Ferrari SF90 in pa obala, ta drugi Ferrari, evo, in pa ta drugi Ferrari F8. To bi pa kar bilo, da imaš doma na dvorišču parkiran. Oziroma lahko greva tudi kar tukaj do avtobrokerja, čeprav je tole izhod, pa ne bi smel, ampak greva kar tukaj noter. Avtobroker je pa v bistvu letos naš največji razstavljavec in je tlele pripeljal čez 30 avtomobilov. Tlele lahko vidite Rolls-Royce, kar 2 488 Ferrari piste so pripeljali. Seveda moja najljubša stvar v 12 Ferrari, Berlinetta, eden lepših avtomobilov, kar jih je Ferrari naredil. Za vse ljubitelje malo bolj čudnih stvari so pripeljali tudi Brabus Smarta z nekak matching prekolcev zadaj. Ne vem sicer, zakaj bi to imel v lifeu, ampak sigurno te pa ljudje opazijo. Alright, zdaj pa šibamo naprej. Tole je v bistvu delk za žene, se pravi avtomobili, ki jih kupaš ženi. Imamo najbolj popularne seveda primerke Urus in pa G-Wagon. Nini naši oziroma moji sestri je pa najbolj všeč tale Rose Gold, v bistvu nek limited edition, ki se imenuje Stronger than Diamonds. Evo ga, še malo ceno pokažemo. Odlično. Poleg avtov so tukaj tudi motorji in pa zdaj pridemo še malo bolj med super športne, Huracan Performante in pa še seveda Big Daddy Lamboti, Aventador, moja najljubša oblika. Moram reči, da mi je meni osebno lepši kot Revuelto. Tle imamo tudi Revuelto, ta random, ampak kaj pa vem, no, on mi je res tako iconic design. Pa imamo pa tukaj še par Aston Martinov, Porsche je na uni strani. Jaz, ki sprot govorim, mi besed zmanjkuje, ampak ja, vsi tisti, ki ste bili kle, ste imeli cajt si v miru vse to pogledati in jaz res upam, da ste imeli ta cajt, ker tole je res neverjeten. Pa ful sem ponosen, ker letos imamo svoj prvi 3D napis, evo, Auto Motor Show v taki proper velikosti, tako da se tudi vi lahko zraven slikate. Ful mi je všeč, da imamo tega ful fan merchandise in pa tukaj gremo zdaj v bistvu še čez igračarski del, tako da tukaj imate zbirateljske avtomobile, majice, F1 merch v bistvu. Tlele zraven imamo še RC Guruja, ki je tudi pripeljal ogromen res posebnih avtočkov in pa za vse sladkosnede še precej cukra. Zdaj se pa dvigujemo že v zgornje nadstropje tele hale, gor imamo pa v bistvu največji RC poligon po moje v Sloveniji in pa kar nekaj lastniških avtov, tako da dajmo to zdaj pogledati. Za konc vam pa pokažem še Nitro Showdown. Tlele lahko najdete vse od tega off-road poligona do ogromne drift steze, na moji desni še ogromno selekcijo Hot Wheelsov, tako da tlele se res najde za vsega nekaj. Tukaj lahko vidite še Carrera GoProgo, celo vrsto simulatorjev, kjer so ta vikend lahko vsi, ki so vozili, probali tudi ta novo Forzo 6 Horizon. Še en poligon random tukaj
in pa še ogromna ena selekcija Hot Wheelsov. So pa to res vsi izbrani Hot Wheelsi, to so kar eni random mainline, ampak res proper selekcije in tudi tukaj lahko vidite lastnikovo razstavo, v bistvu njegovo personal kolekcijo. In pa še kar nekaj lastniških vozil, tlele imamo X-Bow KTM-a, full predelano M2, AMG GT-ra, Focusa RS-a, off-road, tuning, skratka, spet vse od A do Ž, ki ste pa lahko videli tukaj v drugem nadstropju HLL. Zdaj pa skočimo še pogledati, kako izgleda Nitro Showdown, ki se pa po mojem mnenju, oziroma se mi zdi, meni osebno, je to kar en tak zelo velik highlight eventa. Zdaj se pa sprehodimo še čez Atrij, kjer je v bistvu en tak naš food court, tlele pazi tole lajšto, dobro je. Tako da tle imaš od pijače do hrane, vse od burgerjev, cvrtih piščancev, golažev, tamle imamo tudi filipinsko hrano, no, pa pol tako vmes kar en off-roader, ki se mi lahko v bistvu parkira na glavo. Tlele imamo še od Mola, moj skoraj najljubši kotiček, ker tlele so cel dan delali hot doge, zdaj pa kar tlele zaviva. Tlele imamo pa v bistvu poligon od zavarovalnice Sava, kjer so lahko otroci naredili svoj prvi vozniški izpit. Zdaj že sicer malo pospravljajo, ampak imeli so znake in v teh avtočkih so mogli spremljati predpise in če so vse pravilno odvozili, so v bistvu dobili svoj prvi vozniški izpit. Zdaj gremo pa tlele not, malo bolj je glasno, tole je pa Tuner Grounds hala, ki je v bistvu namenjena malo bolj za tuning. Tlele takoj na začetku imamo pa od Marka Kastelica GT3 Porsche dirkalnik. Jaz mislim, da je tole res hudov život za videti. Tlele imamo od Monsterja del, DJ-ja, Boot. Cel vikend si lahko dobil tukaj tudi za ston pijačo in pa predvsem užival v res spedenanih avtomobilih, proper Need for Speed vibes, pa res, meni je ta tuning scena res všeč in mislim, da z vsem tem neonkam, ki smo jih zrihtali, smo res ujeli, bom rekel, ta underground vibe. Vmes sem se šel pa peljati čez Autobrokerjevo floto, ki so v zunaj ponujali panoramske vožnje. Jaz sem se peljal z Dodge Ram TRX-om, moja sestra Nina je pa hotela iti z Urusom prvič v življenju. To sploh ljudi ne vidiš pod havbo. Fule, kar se telih tiče, je tak nepregledan. Ja. Tale 360 kamera je Zlata vredna. Tle ti kar piše, kjer motor je noter, 6.2 Hemi, koliko ima konj. Skratka, vsi podatki, ki so pomembni za tak avto. Najlepša hvala. Prvič sem se peljal s TRX-om oziroma s proper V8 pick-upom. Tako da, če bi kdo od vas se tudi rad peljal, skoči do Autobrokerja, se pa da tudi tega najeti za kakšen vikend. To sam povem. Če bi si kjer želel tankati tam do 20 litrov na gor na 100 km. Meni se zdi res super, da lahko tudi take stvari doživiš na dogodku. To je to za Automotor Show, avto že hodijo ven, letos smo naredili še bolj, še večji, vsi smo res, če rečem navdušeni, sem premalo rekel, tole, ta vikend je bilo pa crazy in tole je moj ljubših prizorov, ki avti zapuščajo kale, ker vidiš vse še iz
pehali in direkt na cesto. Tako da, to je to za letos, pa se vidimo drug let. Ajde, čau!